Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. No, danes imamo pa dva gosta. Prva je Katja Arh, študentka na ULFGG. Zdravo, Katja. Zdravo. In drugi je pa še Jure Česnik. Jure je pa že bil gost v 92. oddaji, tako da Jure zdravo še enkrat. Živijo. Mogoče za začetek, Katja, enih par besed, da se predstaviš, da bo poslušalcev vedeli, s kom se pogovarjamo. Ok, lepo pozdravljen še enkrat. Kot sem že omenila profesorja, sem študentka prvega letnika magistrskega študija gradbeništvo, smer gradbene konstrukcije. Poleg študija sodelujem s katedro za masivne in lesene konstrukcije pod mentorstvom doktorja docenta Jožeta Lopatiča, ker v bistvu z delavnico Gradnja mostov predstavljamo fakulteto na različnih dogodkih, tako dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih, tehničnih dnevih in pa drugih. Prav tako sem tudi aktivna članica študentskega sveta fakultete, ker v bistvu zastopamo interese študentov v ostalih organih. Vedno znova pa se tudi rada lotim nekih novih projektov, ker v bistvu to svoje študijsko znanje zelo rada dopolnim. Tako smo se lani odločili, da bomo šli na tekmovanje v gradnji mostov in špagetov. Letos pa v bistvu v okviru Prohold Student Trophy v bistvu nadgrajujemo v leseni izvedbi objekt na Dunaju. No? Na hitro omen. Tole sem imela pa napisano, ne? Mogoče. Nič za to. Super. Spet se malo majhnega počutim, v bistvu, ker imaš očitno blazno veliko energije. Ampak o tem mogoče še malo kasneje. Jure, povej še ti par stavkov. Kaj je novega na LA? Na LA je ogromno. Pol sem je dal 2 stavkih. Mi smo svelili temo za podcast o tem. Ne, trenutno je drugi tir v polnem zagonu in še enkrat toliko v polnem zagonu. Drugače pa tisti, ko niste poslušali, kjer si rekel 92? 92. Ja, sem Jure Česnik, sem BIM manager na podjetju Elea IC in letos je v bistvu Robi pristopil do mene, oziroma že lani, se upravičujem, z eno idejo, ko bi jo lahko speljali v okviru enega predmeta na fakulteti in ko sem to predstavil na podjetju, smo bili vsi zainteresirani za sodelovanje. Ja, super. No, zdaj bi pa jaz skočil pa je povedal, kaj je bila ta ideja, oziroma kaj je sploh ideja današnjega podcasta. Midva z Matevžem smo posnela že 110 tehle oddaj podcasta BIM Pogovori, pa smo zelo majkrat govorili o tem, kako pa se mi lotevamo poučevanja BIM-a na ULFGG. Zato je ideja, da predstavimo en pristop k poučevanju, ker vemo, da je BIM taka zelo široka tema, pa zelo interdisciplinarna. In v okviru enega predmeta, ker jaz vodim seminar, v bistvu predmet nosilce pa profesor Žiga Turk, ki je tudi bil že 2krat gost na tem podcastu. Ta predmet bila zasnovan na zelo velik načinov, mi so ga pa zasnovali na nek način, ki se mu reče PBL, pa bi danes predstavili mogoče, kako to poteka, pa kaj je bil letošnji izziv, pa koliko je to potekalo. Tako da letos sva se končno ujela z Juretom, ker pred drugim tirom smo imeli pa še par drugih takih velikih projektov, ne Jure? Vedno so. Ja, pa se je bilo zelo težko uskladiti. Pred leti smo imeli tudi s podjetjem PNZ en tak projekt, so študenti delali en njihov projekt in to je bila neka obvoznica Bled. Letos so bili pa na LA toliko prijazni, oziroma Jure je bil toliko prijazen, da nam je priskrbel materiale za en del projekta Karavanke, seveda ni bil tunel, ampak je bilo pred tunelom. Katja je bila pa tista, ko je morala potem črničiti, da se je ta projekt izvedel, ne, seveda z člani svoje skupine. Pa bi mogoče, Jure, če bi lahko par besed povedal o tem, katere podloge ste študentom dali, pa bi pa jaz mogoče predstavil, kakšne izzive so imeli. Ja, definitivno. Dejansko smo se na LA odločili, kateri projekt sploh dati, kateri bi bil zadosti kompleksen, pa skrati dovolj še vedno enostaven, da ne preobremenimo študentov, ker seveda ni jasno tega predmeta, pa da dobimo neke mogoče luštne rezultate ven. In pred Karavankami so 3 mostovi,
dva sta regionalna, oziroma en je za pešce pa kolesarje, en je pa na avtocesti. In ta na avtocesti, ko bo zgrajen usporedno z že obstoječim, je glih dovolj kompleksen, se nam zdi, za študente, da bi lahko pokazali, pač ne samo kaj znajo, ampak tudi kot malo kreativnosti. In za podloge smo jim tako dali geodetski posnetek obstoječega stanja, se pravi obstoječe ceste, dostopne avtoceste, obstoječ most, plastnice in pa tudi portal in okoliš, potem pa potek, se mi zdi, da PGD potek avtoceste, in pa nazivne mere skupaj z, meni se zdi, prečnim in vzdolžnim prerezom, ne PGD-ja, pa IDP-ja mostu, z nekaj detajli izbrisanimi ven, da ne bi bilo prelahko. Ja, no in Katja se mogoče zdaj smeji že, ne? No in ta predmet, kot sem že omenil, je zasnovan po principu PBL, kar pomeni, PBL je kratica za Project Based Learning, oziroma tudi Project People Process, pa ne vem, koliko teh P-jev je, enkrat smo jih našteli 13, če se ne spomnim, če se prav spomnim. Ideja je pa v tem, da v enem takem kompleksnem projektu, ne, pa če se gremo nek BIM pristop, to se enostavno ne da učiti linearno, enostavno se ne da. In tudi tega ne bi mogel zajeti en asistent, profesor, kakorkoli. To je pač dejansko interdisciplinarni problem. In pri predmetu računalniško integrirana graditev, o katerem danes govorimo, imamo to srečo, da imamo dve skupini študentov. Eno so gradbene konstrukcije, konstrukterji, drugo so pa nizke gradnje. Ne? In to je bilo idealen projekt, Jure je tudi to vedel, zato so tak projekt izbrali verjetno. Ne? In je bil res idealen projekt, da smo sestavili neke projektne skupine in jim potem dali nalogo, naj to rešijo po svojih najboljših močeh. Zdaj, ena posebnost tega predmeta je tudi ta, da so cilji zastavljeni zelo, zelo ohlapno. Mogoče bomo Katjo potem povprašali malo kasneje, kaj to pomeni za študente, ampak jaz tako povem, kaj je ideja. Ideja je v tem, da študenti so na študiju ves čas soočeni s tem, da imajo neko težavo, ki jo morajo rešiti in potem obkljukajo. Ne? Ampak kaj pa zdaj, če ni neke take mikro težave, ampak imajo makro problem za rešiti. Ne? Oziroma ni problemov, so samo izzivi, vam bi znali inženirji povedati. Ne? No in izkaza se skozi vsa ta leta, jaz imam ta predmet zdaj že skoraj 10 let, no? Čez vsa ta leta se pokaže, da ni največja težava v znanju študentov, ampak sta dve težavi. Ne? Ena težava je v motivaciji, druga težava je pa v tem, da enostavno ne znajo reševati izzivov, če jim jih nekdo ne razstavi na prav faktorje. No in to se meni zdi zdaj, lahko povem, ko so že vsi končali, pa so že dobili ocene, ne? To se meni zdi dejansko najpomembnejši cilj tega predmeta. Ne, da znajo v bistvu nekega makroproblema sestaviti neke mikroproblemčke in jih potem rešiti in potem nazaj predstaviti v lokalu. In to smo tudi naredili letos, sestavili smo skupine, v vsaki skupini so bili gradbeni konstrukterji in nizkogradniki, običajno so bili 3-2, ali bo tako Katja? Mislim, da to 3 konstrukterji, 2-4, tako je, na koncu 2-4 po enih skupinah. In potem od tam naprej so imeli pa popolnoma proste roke. Ne? Potem je bilo seveda nekaj korakov, vmes pa ni taki triki, da so se povezali kot skupina in tako naprej, ampak to je v principu to je vse. Tudi njim predstavim celotno idejo celega seminarja, mislim, da v 15 minutah, potem je pa še pol ure čudno gledal, kdaj bom povedal, kaj treba narediti. Okay. No in to je to. To je bil edini scenarij za letos, predstavil jim ga je Jure, pa pomagal nam je tudi Luka Gradišar, ki ga tudi poznate, že je bil že dvakrat, mislim, na gost na podcastu. On mi je tudi pomagal. In od tam naprej so študenti štartali. Zdaj pa mogoče najprej Katja izval, kaj so si najprej mislili, ko so dobili ta izziv. Skupine, ampak smo že tako je tudi tako v projektnem timu v vsakem podjetju, pač ne moreš si glavno zbirati, kom boš delal. No, zdaj pa kaj je bilo tista prva misel, ko ste dobili ta izziv? Verjetno je bila prva njih misli, da mi verjetno temu sploh ne bomo kos. Nismo vedeli nekje začeti, kako začeti, kaj vse moramo narediti, koliko podrobno moramo narediti.
lahko vsakmu so misli švigale v svojo stran, vsaken svoje asociacije dobival, tako da je bil kar kaos veliki, no, od začetka. Pa verjetno pol še naslednje 3 tedne, da smo nekako začenjali dobivati občutek o projektu, kaj se od nas želi, da smo začeli dejansko neko optimizacijo delati, kaj vse želimo narediti, kaj bomo imeli čas narediti. Ampak se je na koncu zelo dobro vse odneslo, no, vsaj za našo skupino lahko trdim to. No, in tu se mi zdi zelo pomembno še enkrat poudariti to, kar sem študentom skozi govoril, pa tudi na koncu jim to povedal, ne, da v bistvu tisti občutek nemoči, pa neznanja, pa obupa, s katerim so bili soočeni čisto na samem začetku, to je bilo verjetno prvič na fakulteti. A se motim? Je bilo, ja, prvič. Je bilo, ne? In to je tisto, kar po mojem čisto na vsakem projektu sreča. A je tako, Jure? Večkrat na projektu, ne samo enkrat. Ja, no, ampak to je na začetku, ko dobite nek projektni, ne vem, nek razpis, kakorkoli, ne, in tam noter je približen tak scenarij, pa približen take podloge, kot so dobili študenti, no, in zdaj tukaj se poznajte, ne, in jaz vedno rečem, pač, ali boste splavali, ali pa ne boste, ne, seveda se pomaga, tako da vsi splavajo, vsaj do obale, če ne še kam dlje, ne, ampak to je princip celega seminarja, no, in potem so študenti pač se začeli, neke skupine so se oblikovale in tako naprej, no, in jaz bi mogoče vprašal Katjo, kaj je bilo tisto prvo, kar ste morali rešiti v skupini? Kdo bo odgovoren, kdo bo vodja, kdo bo usmerjal mogoče vse skupaj, ko bo mogoče malo več odgovornosti sprejel, pa malo gnal skupino naprej, no, to je bilo, mislim, dejansko prva enih stvari, ki smo jih dorekli, no. Potem smo pa začeli dejansko z željami, kaj bi kdo želel od nas, kaj bi se kdo želel naučiti, kaj koga bolj zanima. In smo v bistvu tudi v tej smeri pol nadaljevali, v sklopu tega so se naloge delile v bistvu na podlagi želja, potem pa seveda stvari, ki jih noben noče narediti, jih je pač nekdo naredil, ne. Ja, stvari, ki jih noben noče narediti, zdaj, če sodim po tem, so manj ljube, tako. Tiste, kjer je dejansko treba nekaj narediti, kar te ne zanima, ne. Samo da nismo dorekli, kjer so te naloge, ne? Ker to bi bilo zanimivo slišati. Kaj je tisto, kar ste se najbolj branili delati? To je pa tudi toliko časa, pa toliko stvari je bilo vmes. V bistvu, to je pa že en mesec. Ne, pač prav največje probleme smo imeli z armaturo, ker smo jo nekako želeli se je lotiti, noben ni vedel kako, vsi smo imeli malo odpora, malo nas je pa zelo zanimalo, kako se lotiti. No, tako v bistvu pa sem skozi primere na internetu, ki smo jih pregledali skupaj, neko okvirno zasnovo si zamislili, no. To bi mogoče eden največjih odporov. Pa znamo zračunati armaturo, ne vem, v stebri, v plošči, za nek tak kompleksen most, ko smo si ga pa zamislili, se pa dobenmo ni sanjalo, kako. No, ampak vse mislim, da je ta odgovor ali pa recimo to, česar ste se najbolj recimo branili temu pod narekovaji, je mogoče dobra informacija za vse tiste, ki recimo nekako učijo te stvari na fakulteti. Pač morda to pomeni, da enostavno študenti ne pridobijo dovolj znanja ali pa ni v takšni obliki, da bi ga zelo enostavno lahko uporabili. No? Zdaj to jaz ugibam. Ne, zagotovo, če lahko odgovorim, pač dobimo veliko osnovnega znanja. Znamo računati od takih in enakih prosto ležečih nosilcev, tako in enako peto, ampak tako nekega kompleksnega projekta se nismo še nikoli z njim sestavili, ker nas dejansko na osnovah učijo, da bomo enega dneva znali posploševati in smo bili dejansko prvič vrženi v vodo. In je mogoče iz tega stališča mogoče to tako predstavljalo nek velik izziv. Osnove znamo verjetno vsi računati, si upam trditi, pa tako neke kompleksne stvari pa še ne, no. Tukaj bi jaz dodal, da v bistvu mi smo najeli tiste detalje, ko sem rekel, da smo zbrisali nekaj detajlov, nismo zbrisali. In to je bila v bistvu skoraj celotna zasnova IDP mostu. In jaz sem tukaj tudi predlagal, da na podlagi tega, kako se bojo profesorji odločili, pač Robi in profesor Žiga Turk, da naj se odločijo, a bojo te detajle vključili ali ne bojo. Zdaj, Katja, mogoče malo sovraži mene, ampak sem predlagal, da mogoče bi pa več izziv, če pač bi sami mogli zasnovati most. In jaz sem bil zelo, zelo presenečen, s kakšnimi rešitvami ste prišli in kak nivo ste dosegli. Tako da ste se zelo dobro odrezali. Hvala.
To je lepo slišati, da ste zadovoljni. Jaz bi nekaj dodal, ne, da študenti, najprej nekaj druga, kar sem prej hotel. Hotel sem reči, da je Katja lepo povedala, da so najprej znotraj skupine oblikovali hierarhijo, ne. In jaz bi še enkrat poudaril, da jaz tega od njih nisem zahteval, ampak očitno so sami ugotovili, da morajo neko hierarhijo postaviti, da boste vi sploh tekle, ne. In kar je zanimivo je to, da so 3 skupine od 4 imele izrazito vodjo, ne. Ena skupina malo manj izrazito, ampak 3, vodjo, ne. Ampak 3 skupine so imele pa izrazito vodje, ki so očitno morali biti tam, da so težili ostalim, da morajo delati, ne. To je bila pač prva tista stvar, ne. Druga stvar, ki se mi zdela zelo zanimiva, je to, da čeprav sem jaz študentom povedal, da cilj tega seminarja je v prvi vrsti vse drugo kot to, da bomo imeli tehnične detajle do 100% rešene, ne, so se vsi zagnali na te inženirske probleme, ne, kar je sicer super, ker vsega ostalega so se zraven priučili, ne. Še tretja je pa to, da so se nalašč vmes malo spreminjali, ne. Ko bo Katja potrdila, da so šele po 2 ali 3 tednih so dobili BIM menedžerja. Deloma je bilo to po nesreči, ne? Deloma je bilo pa to nalašč. In zdaj da povem, zakaj nalašč, ne? Zato, ker so v prvih 3 tednih nekaj zastavili, potem so pa BIM menedžerji te procese malo zoptimizirali. In zdaj bi mogoče Katja tukaj vprašal, koliko procentualno se vam je komunikacija izboljšala, ko ste dobili BIM menedžerja? Jaz moram na tem mestu našega Marjota res pohvaliti. Se mi zdi, da je, ne vem, primerjavim, mogoče to zdaj krivično od drugih, ker tudi ne vem vseh detajlov, ampak nam je res veliko pripomogel. Prvo nam je BIM optimiziral, uredil nam je CD okolje, ki se nam je mogoče zdelo od začetka malo bolj komplicirano, ampak smo v bistvu potem dojeli te prednosti, urejenost map, struktur map, uredil nam je v bistvu vse aplikacije, da so nas zmeraj opozarjale, kdaj je sestanek, kaj se je dogovorilo, kadarkoli si rabil, ne vem, kratek povzetek sestanka, ga je zmeraj spisal. Tako da dejansko je Marjo, mislim, da kar se tiče komunikacije pa tega našega CD okolja, res veliko prispeval nam. In smo se mogoče tudi njega veliko dobili možnost naučiti stvari, ki bi jih verjetno šele kasneje potem spoznali, no. Ja, no, zdaj Jure lahko tukaj kaj doda, ker zdaj smo skupinam na tak zelo plastičen način predstavili, kakšna je vloga BIM menedžerja, ne. Pa me zanima, Jure, a misliš, da je kakršnakoli druga boljša možnost, da se študenti dejansko naučijo pa vidijo, kako pomemben je dober BIM menedžer v praksi? Po moje boljše, kot so skozi projekt, je ni. Pač lahko je še en kup predavanj, pa še en kup primerov, pa lahko so vabljeni predavatelji, pa predstavljajo projekte, ampak dokler se ne vidi, da rabi se eno osebo z nekimi ali specialnimi znanji ali pa z nekim občutkom za menedžiranje in se to pokaže na projektu, na katerem oni delajo, boljše priložnosti ni, no. Pa tukaj ni govora samo o BIM menedžerju, predvsem o tej vlogi vodje, ali je to informatik, ki vodi, ali je to gradbenik, ki vodi. Te vloge so vedno tiste, ki bojo vlekle projekt naprej. In študenti so imeli pač zdaj res možnost videti v živo, ne, pa na svojem lastnem projektu, kako lahko delaš na 2 različna načina, ne. Potem so bili pa še taki triki, da so dobili, to sploh ne vem, če Jure ve, ne, ampak vse skupine so dobile za podpisati potem pogodbo vmes, ne. Sem jo videl. A si jo videl? Sem jo no, in tisto pogodbo noter je take ene par stvari vsebovala, ne, in me zanima, če bojo tiste stvari opazili, ne. In zdaj Katja, ki je danes tukaj, njihova skupina je bila zelo kreativna in so si neke ocene noter popravljali, pa roke, pa neke penale za mene kot investitorja so noter dajali, ne. Ampak meni je bilo to všeč, zato ker se dejansko vidi, da so prebrali, ne. Po drugi strani ni pa nobena skupina tipkarskih napak popravila. Zdaj, jaz sem jih opazil, ne, ampak jih nisem popravil, ker me zanima, koliko boste natančno prebrali. Dopuščam možnost, da niso popravili, ker niso upali, pa se mislim, da ne smejo, ne. Ampak tako, no. In kar je bilo meni zanimivo je to, ne, da ene skupine so tako v roku par dni tisto pogodbo lepo podpisali, vsak je mogel podpisati, ne, so se zorganizirali, podpisali, in tako naprej, ne. Ena skupina je imela pa kar malo probleme podpisati, no, ampak zdaj lahko povem, če je bil trik, ne. Trik je bil v tem, da sem jaz videl, kdo komunicira, kdo pa ne, ne. In tudi, ne vem, sem opazil, da niso bile vse pogodbe čisto podpisane, no.
Tako da čeprav eni verjetno ne vejo, da vem. Ampak ne vem, na take načine so študenti lahko videli, kaj se tudi vmes dogaja med projektom in da že ena taka preprosta stvar, kot je to, da moraš pač tisti dokument okrog poslati, pa ga skupaj sestaviti, tiste podpise, pa to že to lahko nekaj časa vzame. V glavnem, kar hočem reči to, da za mene je ta BIM proces nekaj zelo integralnega. In če želimo pač to predstaviti, je to edini način, da bo študenti to videli, ali pa da bojo občutili. Kar mi je pa zanimivo, je pa to, da enim je bilo to totalno všeč, enim pa totalno ne. Vem, da tudi Jure ima tudi to izkušnjo. Mislim, da si bil tudi pri tem predmetu, bolj na začetku. Bolj na začetku. Mi smo še posamične projekte imeli. Mi smo imeli, se mi zdi, glamping. Vi ste imeli glamping, ja. To je bil pa še Miloš Todorović, pokojni kolega. Ja. On je takrat imel to idejo in me prepričeval, mislim, da je celo poletje, da bi vi glamping delali. Pa tudi ni bilo tako slabo, Jaz se moram pohvaliti, da sem dobil 10. Ja. Če ne bi bil tukaj, Ne, se hecam. Se pravim, ti izzivi so vsako leto drugačni. Tista prva leta, vi ste imeli glamping, to je bilo že pa malo kasneje, ampak tista prva leta so bile neke enodružinske hiše, pa take stvari, ampak enostavno sem ugotovil, da če želimo študentov naučiti nekega BIM procesa, mora biti skupina večja. Pa je mogoče to zelo dobra stotnica, da vaju vprašam oba. Jure, pri vas, ti si bil sam, ali vas je bilo več? Sami smo bili. Ja, vi ste bili sami, Zdaj, pri Kati jih je bilo pa 6, V eni skupini je bilo 5, jih je bilo 6 plus BIM manager pa celo, Pa bi mogoče, če lahko oba povesta, kaj je boljš? Ja, meni se zdi definitivno boljše pač ta ekipni pristop, ker mislim jaz lahko povem iz lastne izkušnje, jaz sem si Revit pogledal en mesec pred oddajo, 2 tedna pred oddajo sem ga inštaliral, en teden pred oddajo sem naredil projekt, zdaj sem je super naredil render in oddal. In naučil sem se sicer uporabljati Revit, ekipnega dela pa definitivno ne. Nisem si približno zavedal, koliko je to kompleksno. Bom pogledal, če ti lahko ceno za nazaj znižam. Ne gre. Zdaj si upam. Ja, zdaj si upaš. Ja, meni se zdi zagotovo ekipno delo, da se ga dejansko naučimo, da se dejansko, kot sem že na predstavitvi takrat povedala, da pa dejansko izkoristimo najboljše kompetence posameznikov, ker več jih je v skupini, vsak nekaj zna, vsak ima nekaj ljubš in mogoče se mi zdi, da tako lepšo celoto na koncu sestavimo. Zagotovo je pa pač gradbeništvo taka panoga, ker pač se bomo mogli naučiti sodelovanja in je pa ta taka prva super izkušnja, pa ta prvi mogoče korak v to smer. Tako da zagotovo skupinsko. Eno vprašanje je zdaj, ker smo bili pri tem skupinsko delo, lahko tako malo bolj plastično opišeš, kako se je to dogajalo, v bistvu iz tedna v tedna, koliko pogosto se dobivali, koliko časa je bilo treba kaj čakati, ste imeli kakšne probleme vmes, v bistvu, glede samega tega sodelovanja me bolj zanima, V bistvu, mi smo imeli že od začetka, smo imeli v bistvu enkrat tedensko skupinske sestanek, tako z BIM managerjem, kot pač vsi člani. Potem smo se pa v bistvu takrat vse naloge razdelile, povedal se je napredek, kaj se je do takrat naredilo, določili so se roki, do kdaj je treba kaj narediti, tako pač bolj iz makronivoja, pač je treba narediti, ta odsek ceste, je treba, opornike zdimenzionirati. In so v bistvu takrat določili roki, potem se v bistvu pod temi podskupinami posebej nizke gradnje in posebej konstruktivci smo se pa verjetno dobivali potem še včasih tudi 2 do 3 na teden, pod 2-3 ure skupaj, da smo debatirali, da smo pregledali, katero literaturo smo pregledali, ko smo kontaktirali ostale profesorje in v bistvu potem ponovadi smo se v ponedeljkih ali pa nedeljah dobivali, da smo določili tedenske plane, in moram reči, da so se jih kar super držali, če kdo ni mogel, je prej sporočil, smo vedeli, smo se temu prilagodili, tako da je res funkcioniralo. Glede na to, da ste letos imeli ful velike skupine, a je bilo to prevelik ali je bilo to ravno prav, ker tako, vse na koncu bom tudi povedal, jaz vsako leto tem študentom jih povprašam za nazaj, kaj bi izboljšala pa tako naprej, in sem dobil seveda letos se bo 25 študentov, sem dobil 25 mnenj, ampak me zanima pač Katino mnenje, a je 6 preveč, a je v redu, ali kaj bi, pa tudi Jure, kaj meni, da je 6. Mislim, stališča neke ekipe pa nekega podjetja je to verjetno ok, ampak tako stališča študenta, zanima me, kaj oba dva menta.
Mislim, težko je reči, ali je 6 preveč, če je 6 premalo. Če imaš 5 sošolcev, s katerimi ne najdeš skupnega jezika, nimaš podobnih interesov po iste zagnanosti, je pač že 6 veliko preveč, ali že 2 preveč. Če imaš pa super ekipo, ki se razumeš, ki sodeluješ, ki si mogoče si želite podobnega napredka, je pa 6 super. Tako kot bi 10 super skupaj lahko delovalo, tako da mogoče odgovora čist, je težko nekaj splošnega tam. No? Je pa zelo odvisno od skupine, s katero si želje, kaj jih imaš. Jaz bi tukaj pa rekel, da v bistvu dobro za ta projekt, mogoče malo specifika, ampak iz prakse bi pa rekel, da vedno rabiš toliko ljudi, da se čuti tisti mal pritisk od zadaj. Če je preveč ljudi, potem se ne ve točno, kdo kaj počne, je zmeda, če je premalo ljudi, se skurijo. Tako da vedno je tisto neko idealno število pride ven. Jure, sam zdaj mogoče čist praktičen, koliko bi jih recimo v okviru vašega podjetja sodelovali pri enem takem projektu? Najverjetneje bi pač imeli statika, pa potem te glavnega, potem bi imeli enega, ko bi cesto tudi urejal, enega modelarja ali pa 2 odvisno, in pa še en risar najverjetneje zraven. Pa vi 6. Ja, istočasnih najverjetneje ne bi 6 delovalo, ker potem se vključi na koncu še popisovalci in tako, pa drugi se izključijo, ampak v celotnem procesu bi pa po moje bili tam med 5 in 8 ljudi bi bilo definitivno vključenih. No. Pa bi pa nekaj, kar vsako leto veje, pa čistih odgovorov za nazaj. Me pa zanima, kako pa vi v podjetjih rešujete, ali pa če sploh imate te probleme, kako rešujete težave s tistimi, ki pa ne opravljajo svojega dela, pa recimo, ki niso timski playerji. Vem, da pač v podjetjih na dolgi rok taki se ne obdržijo, no? Ampak vseeno, če v tistem trenutku bo tak dodeljen, kako pa to rešujete? Ja, res tisto končno rešitev si že povedal. Pač najverjetneje se posameznik ne najde v podjetju in se poti razidejo. Nekako na projektnem delu se pa rešuje tako, da se pogovori z zaposlenim, pač kaj bi rad, če pač kaj ga moti, zakaj, in če ga kaj druga interesira, se ga pač potem da na neki drugi projekt, če je to opcija, na katerem bi pač videl več zagona in v nekem takšnem smislu. No. To je tista najbolj optimalna rešitev. Mogoče se pa potem tam ujame in čisto drugače deluje z nekim drugim zagonom, drugo odgovornostjo in tako naprej. Ja, sej, mogoče je tole zelo dobra istočnica, da vas vse 3 poprašam, tudi Matevža, da se ne bo skrival. Ne? Če imate vi kakšne ideje, predvsem me zanima, kaj bo Katja rekla, če imate kakšne ideje, kako lahko potem realno oceniš prispevek vsakega posameznika v taki skupini. No? Ker jaz vsako leto vprašam, a vi menite, da si vsi v skupini zaslužite enako oceno, ker mi danes vidimo pač projekt neke skupine. Ne? In letos je bilo tako, se Katja ve, se sem te rezultate predstavil, da v bistvu skoraj polovica rekla ne. Pa sem jaz dejansko imel občutek, da so skupine najboljše od vseh teh let sodelovale. Sicer se pa izkazali ven iz obrazložitve, da niso vsi tako mislili, da bi vsi morali dobiti, da bi kdo mogel dobiti nižjo ceno, ampak eni so tudi mislili, da bi si kdo drug zaslužil višjo. Ne. Ampak tako, to mi je bilo pa tako zelo zanimivo, ker v nekem podjetju, če je neka projektna skupina, so dejansko vsi člani, seveda eni bolj, eni manj odgovorni, ker gre to po hierarhiji, ne? Ampak vsi so odgovorni za uspeh ali pa za propad nekega projekta. Ne? No, pa me zanima, če imate vi kakšne ideje, kako bi se to dalo dejansko narediti na nek tak način pošten? Načeloma po vsakem projektu ne bi bilo tako, da se oceni na splošno, kako projekt je potekel, kaj se mora izboljšati, kaj je bilo dobro, kaj se ohrani, neka retrospektiva. Je pa tudi tako, da podjetja ne bi imela, ne vem, kako je pri ostalih, ampak jaz imam take izkušnje že pri 2 podjetjih, da so letne evaluacije. In če je to nek večji projekt, dejansko je bolj na tisto fokusirano in tam tudi vsak posamezen šef oddelka lahko se pogovori z zaposlenim in ugotovi, koliko doprinaša, kje bi se lahko izboljšal, kje dejansko zelo dobro deluje. In bi rekel, da to je tista individualna ocena na koncu. Kaj pa Katja mogoče? Mislim, pač v sklopu predmeta, tako ko smo ga mi imeli, prav neke realne ocene, ne vem, kako bi bilo dejansko lahko določljivo. Pač kljub temu, da smo imeli narejeno hierarhijo in sem bila pač izpostavljena kot vodja, jaz pač nisem bila njihov šef, jaz nisem mogla na njih, ne vem,
jih preganjati, pa jih še dodatno govoriti. Pač lahko sem jih spodbujala, nisem jih pa mogla pač igrati direktorco, odgovorni smo bili mi kot cela skupina. Tako da mislim, da v sklopu tega študijskega procesa smo mi še vseeno vsi enakovredni člani, ki ima vsak svojo vlogo in je v bistvu bolj na posamezniku, no, po mojem mnenju, da pač, če vidi, da skupina deluje, da tudi sam pokaže neke dodatne iniciative, volje in v bistvu primore oziroma prispeva k boljšemu delovanju skupine. No. Ampak se mi zdi pa, da na pač ravni podjetja je pa to veliko lažje uredljivo, kot pa v študijskem procesu. To se definitivno strinjam. Bi pa mogoče me še zanima, kaj bi pa Matevž ocenil. Matevž, ko ima še več izkušenj? Matevž se nagiba k odgovoru, ki je skladno z Juretovim. Je sigurno to ocenjevanje, če so recimo po eni strani se ocenjuje in je ta projekt vsem, tudi če traja en semester, je to relativno kratko obdobje in je zelo težko v bistvu nekako dejansko pravično oceniti. In razlikovati med nekom, ki bo dobil 10, pa med nekom, ki bo dobil 8 ali 9 ali kaj podobno. Zelo težko. Ne? Tako da, ne vem, samo ocenjevanje in podobne stvari absolutno tukaj lahko pomagajo. Je pa mogoče s tem povezano tisto, kar mene načeloma zanima, pa mislim, da ni bilo še povedano, kako je do teh skupin sploh prišlo. Kako so se teh 5-6 študentov zbrali skupaj v eno skupino. No, v bistvu je Lukas pisani generator, ki je random skupaj vrže ljudi in se v bistvu čist naključno smo bili izbrani. No. Mi smo se nad sami določili, razen Jaka, ena sošolska se je naknadno priključil, si v bistvu sam lahko izbiral skupino. Ostali smo bili pa naključno izbrani. Si pisal z Dynamom? Ne, ni pisal z Dynamom, sem pisal v Pythonu in to zato, ker je sam hotel. Jaz sem jo že napisal. Ok. Ne, ampak hočem reči, da je to tvorjenje teh skupin dejansko zelo nekako kaže, kako uspešne, recimo, kako so bile te skupine sestavljene, kako uspešni bodo lahko. Ne? Ker, kot je Katja prej rekla, prvič nisi bila ti njihov menedžer, ne? V smislu tako, da dajmo pa, ne vem, palco, pa dajmo jih terati, ne? Si bila nekako enakovredna s vsemi ostalimi, oziroma ste bili vsi med sabo enakovredni. In se mi zdi, da v takšnih zadevah je najbolj pomembno v bistvu, da imate dejansko neke skupne vrednote. Ne? V smislu biti točen, biti natančen, biti to in to. Ne? In če tega ni, ne, potem pride do tistih težav, ko pa en začne malo zaostajati, pa meni se ne da danes delati in tako naprej. Ne? Najbrž ljudje v osnovi nismo takšni, da bi v bistvu se nam ne dali delati, ne? Vsaj večina. Ampak potem so pač razlogi, ki nekoga malo oddaljijo od tega skupnega cilja, mogoče sploh ne zaradi nekih oprijemljivih razlogov. Ne? In to je zato je bilo tudi vprašanje, ne? Ker Robi, če se spomniš, zanj smo tudi nekaj govorili o tem projektnem vodenju, ne, in so te agilne metode, točno to ste se bolj ali manj šli, ne. Zato sem prej vprašal, koliko ste se dobili, ne, na en teden, ne, v bistvu se dela enotedenske sprinte bolj ali manj, ne. In lej, super je slišati, da ste to sami do tega prišli, je pa res, da so v takšnih ekipah ponavadi, ne, enostavno tisti, ki ne delajo, v bistvu jih ekipa sama izloči, ne. Zdaj v tem primeru prva to ni bila opcija, ker kaj, a bo zamenil ekipo, a bo šel, ne vem, a bo brez ocene ali ne vem kaj, ne. Potem, ko v nekem okviru podjetja pa najbrž je že Jure nakazal, ne, se pač z njim pogovoriš in vidiš, mogoče najde sebe morda v kakšnem drugem projektu, ne, v drugi ekipi. Ja, tako je. Eno vprašanje za Katjo imam. Vi ste imeli enotedenske, ker je že Matevž rekel, šprinte oziroma sprinte. Koliko je bilo pa dejansko dela tako, pač, če bi lahko oceniš, pa pač, kako so se odločali za orodja in tako naprej. Meni je tudi zelo zanimivo, ker s tem se še niste nikoli soočali in najverjetneje je bilo to dosti težko se odločiti. Ja, se strinjam, no, se je bilo kar težko odločiti. V bistvu prvotni plan je bil začeti v Revitu, pa nekako
nismo našli nekako skupnega jezika z njimi, smo se potem naknadno za Allplan odločili in pa Allplan Bridge, ker smo v bistvu tam neke prednosti smo videli, ki so se nam tisti trenutek zdele zanimive. Če pa za nizke gradnje izpostavim, ste pa v bistvu že od začetka začeli delati v Civilu 3D in potem ste v bistvu naknadno dobili ta slovenski template, da jim je omogočilo lažje delo še naprej. No. Se je pa spreminjalo zagotovo. Proti koncu, ko je treba vse skupaj združiti, smo imeli pa pač malo kaosa. Smo od Revita, Allplanu smo poskušali, Navisworksu, da smo potem nek skupni produkt na koncu dobili. No. Ampak je bilo pa zagotovo izziv, ker pač v naši skupini dejansko noben ni znal uporabljati teh programov in smo mogli z nule štartati, tisoče in tisoče tutorialov na YouTubeu smo pogledali, priročnike poiskali, da smo nekako zalaufali vse skupaj, da smo se sploh naučili uporabljati te osnove v programu. No. Kaj pa za komuniciranje? Komunicirali smo pa v bistvu aplikacijo Slack, kjer so bili vsi te sestanki pa te glavni dogovori noter, dogovorjeni. Neuradno smo se po Facebooku tudi malo slišali, sicer za samo CD okolje smo imeli pa Google Drive določen, no? Ker so se vse te glavne datoteke gor objavljale in v bistvu vsaka informacija o projektu je bila vsak trenutek vsem dostopna. No? Tako nam kot izvajalcem, kot tudi naročniku. Tudi naročniku? Oja. To je bila posebna zahteva. Jaz bom sam na tem mestu dodal, da Katjina skupina je dobila nagrado za najbolj izvirne zapisnike sestankov, ostala bo pa med nama ostala, ne Katja? Dobro, hvala. Ampak lahko pa malo nakažeš, ne? To bi pa bilo, ne, Katja, tudi. Ja, jaz bom samo rekel, že prej omenila, da so Jako sprejeli v svojo skupino, ne, in Jaka je mogel plačati zelo visoko ceno za to, da je lahko se pridružiti. Ja, ste imeli skoraj prestopne roke. Ne vem, če je pa mogel to dejansko odplačati ali ne, ampak jaz sem v bistvu se na glas smejal, ko sem to bral. Ja, jaz bi mogoče zapisniki malo za res, pa malo za hec pisani, no, v bistvu, da je bilo tudi malo sproščenega vzdušja, pa da smo se zabavili zraven, kljub temu, da smo v bistvu trdo delali, se mi zdi, da je pač malo lažje, če je malo bolj sproščeno, pa se vsake toliko malo nasmejiš, pa se v bistvu delo lažje, pa še z večjim zagonom naredi. No, in točno to sem vam jaz od samega začetka govoril, ne, da si pač naredite projekt, ki bo vas motiviral, ne. In pač letos je kar da skupinam to uspelo, česar sem bil najbolj vesel. Jaz bi mogoče sam nekaj za nazaj dodal, no, za tole izbiro skupin. To, da smo jih žrebali, to ni bilo naključno. Tule sva dva, ki smo bila na Stanfordu, pa sva dala skozi šolo profesor Renate Fruchter, pa lahko tudi Jure potrdi, da na Stanfordu, ko smo bili na PBL-u, smo v bistvu cel dan se neke igrice igrali, predno so oni sploh sestavljali te skupine. Ja. In te skupine so bile sestavljene na lašč, na tak način, da je bila vedno ena izrazita favoritka. A je tako, Jure? Pa se mi kar zdi, da ja. Ja, vedno bilo tako, da je bila ena izrazita favoritka, pa so imeli pa tako sestavljene in so naprej poskušali napovedati, kako se bodo skupine odrezale. In pa so tudi tam spremljali skupinsko dinamiko, pa tako naprej, ampak tam je bilo zadnji, oni so imeli v bistvu cel oddelek za sociologijo zadnji, pa sociološke znanosti, pa nekaj vse. Jaz sem pa enostavno ugotovil, da pri nas v Sloveniji nimamo tega privilegija, da bi lahko skupine na tak način sestavljali, ampak se moraš znajti z ljudmi, ki so ti dodeljeni. In zato sem začel prakticirati in žrebam. Ne? Zakaj pa žrebam? Zato, ker sem ugotovil, da če ne žrebaš, pa jim pustiš, da se sami v skupine določijo, potem se vedno prijatelji med sabo najdejo. Ne? In v bistvu na tak način nič ne napredujejo. No? In to je ideja zadnji za skupinami, zakaj se žrebajo. In letos sem bil ful vesel, ker jih je ful veliko napisal, da so ful veseli, da sem to naredil, ker so dejansko spoznali sošolce, ki prej niso. Ja, se na tem mestu res strinjam, no, in je to dobra praksa, ki jo predlagam še za naprej. No. Ja, vse mislim, da bom to tudi prakticiral, čeprav moramo tudi povedati, da ne par je bilo pa zelo nezadovoljnih, ampak vedno je 1% ljudi, ki pač niso navajeni timsko delati, ali pa se niso navajeni prilagajati in jaz pač žal vsem ne morem ugoditi. No, to je bila ta ideja zadnji za skupinami, pa še malo bi programe pokomentiral. Ne. Jaz nisem nič sugeriral študentom, enostavno nisem nič sugeriral, razen leta sem pa res Allplan Bridge sugeriral. Ste ga omedli, ja? Ja, no, in nalašč sem to naredil, ker me zanima, če ga bo kdo dejansko poskusil, zato ker o Allplan Bridgeu na fakulteti ne slišijo nič, itak je to nek produkt, ki je star, mislim, da 4 leta. In me zelo zanima, če se bo kdo lotil
lotil in letos se ga je lotil pač ta študent Jaka, ker ga je to res zanima, ne, in moram reči, da mu je zelo dobro uspel. Ali bo to še naprej uporabljal, ne vem, ampak dejansko se ga je v 3 mesecih toliko naučil, da so nekaj naredili z njim, ne, kar je super. Bi pa še enkrat povedal, ne, da cilj tega seminarja je, rečemo, da je manj kot 50% izdelek, vse ostalo je pa sodelovanje. No. Tako da to pa mislim, da smo letos, vsaj letos, pa tudi kako leto prej smo pa dosegali. No. Tako. In če zdaj pogledamo na tak en BIM proces zelo na široko, ne, to bomo pa mogoče Jureta povprašali, je sodelovanje pa komunikacija več kot 50%. Učinkovito sodelovanje, bomo tako rekli. Ja, jaz bi rekel, da v bistvu je tu predpogoj sploh. Ne moramo ceniti s procentom, ampak če pač ni tega v projektantski skupini, pa ne bo to znotraj enega podjetja, med različnimi podjetji, zunanjimi in tako naprej, brez te komunikacije ne gre. Pač ni projekta na koncu. Ja, no, zdaj iščem eno kratico, ki bi na BIM šlo, pa da bi bila komunikacija pa sodelovanje, vmes pa se nič ne spomnim. Ampak ja, ok. Information je tam vmes in pretok informacije ključnega pomena. No, to bi jaz rad predal naprej, mogoče vsem sedanjim, potencialnim, bivšim študentom. Komunikacija je ključna. Tako. V redu, zdaj bi pa še samo nekaj dodal, kar mogoče niti noben od vas ne ve, ne. Eno zanimivost za konec. Jaz sem na Twitterju pred kakima 2 tednoma zasledil neko breaking news, ne vem kak gor pa dol, ne, in je nekdo objavil en render tega mostu iz našega seminarja in je to objavil, kot je to nov most pred Karavankami. Sem tako kot zanimivost. Pojma nimam, koliko je do tega prišlo. Ne vem, kdo je to bil, ker ni bil noben od študentov, ker sem pogledal ime pa priimek. Vem pa, da je moral priti od nekoga od študentov. Zdaj pa samo za tiste, ki ste dejansko videli te predstavitve, ne, to je bil tisti most, tistim logom, ki je bil narejen v Dynamo. Da se spomnite. Tisti je lep, ja. Smo tudi študenti to videli, se je med nami razpaslo ta slika, tako da. Ja, pa mogoče vi veste, kdo je to objavil. Jaz v tem nisem nič slišala, no. Aha, no, v redu, zato, ker je požar report, pa take so imeli. So to pa gor, kot da je ušel v rendere. Tukaj moram reči, da me veseli, da je prišla kakšna taka zadeva ven, ker pred približno 1 letom smo bili pozvani, glede na to, da so bile Karavanke pač javni projekt, da zakaj študenti nimajo nič od tega na srednjih šolah in fakultetah. In zdaj imamo dokaz, da imajo nekaj od tega. Ja, no to lahko Katjo vprašamo, če imajo kaj od tega. Zagotovo mislim, da imamo veliko smo odnesli od tega, no? Novega znanja, novih izkušenj. Mislim, da se mogoče ta trenutek še ne zavedamo, koliko nam bojo čez 5 let pomembno. No? Ja, no, jaz bi samo nekaj še dodal, da smo imeli letos ta privilegij ali pa to srečo, da se je potem te končnih predstavitev udeležil tudi Jure kot predstavnik podjetja in je na koncu študentom tudi njihov izdelek pokazal, ne, da so lahko sami videli, kje so bili blizu, kje so mogoče drugače zastavili, pa tudi eno tako interno tekmovanje, pa ni bilo tekmovanje, no, ampak tako, morali so narediti oceno stroškov in smo potem z zanimanjem poslušali, koliko je pa dejansko njihovo oceno, Elejno oceno stroškov Jure predstavil in kaj bomo rekli, da v bistvu niso toliko ful zgrešili. No. Glede na podatke, ki so jih imeli, sploh niso toliko zgrešili in jaz sem na začetku rekel, da če bo velikostni razred ujel, bom jaz zadovoljen in mislim, da so ga vsi ujeli, tako da lahko rečemo, da je bil ta projekt iz večjih vidikov uspešen. No. Se mi zdi, da če vse skupine seštejemo končno ceno, pa delimo številom ekip, so prišli zelo blizu. Skoraj točno. Niso bili kar točni. Kar točni so bili, ja. Ja, no, tako da so lahko sami na svoji koži videli, kako lahko en tak malo večji projekt z veliko glavami pripeljejo do konca in da so bili dejansko blizu temu, kar so bili eni profesionalni inženirji in da so lahko v bistvu
ponosni na svoje znanje, ki ga seveda morajo še nadgraditi, ampak da se bodo lahko zdaj veliko lažje vključili nek BIM proces pa neko projektno skupino. Tako da to bi bil moj zaključek tega seminarja. Zdaj sam še odvisno od tega, pa Jure, lahko ti mogoče to odgovoriš. Kjero rešitev bi izbral? Najcenejšo ali najdražjo? Zdaj le, sam iz glave, le. Mislim, jaz bi tisto, ko je projektantska skupina Karavanke druga cel naredila. To se strinjam s tabo, ne? Ampak jaz, ker sem pač ločen od tega in nimam opravka s to projektivo, pa pol si v bistvu to upet samo skozi, ne vem, kakšna poročila, ne? Pa je tam zmer govora, kako je predlog oziroma pač ona ponudba za 10 milijonov cenejša, ona je za 20 milijonov dražja in ne vem kaj še vse, ne? In to me zdaj, ne, veš, na takem relativno majhnem primeru v bistvu, a je res takšna razlika, da je tisti, ki je bil najdražji, res recimo toliko bolj kvaliteten, tudi projekt izdelan, kot tisti, ki je mogoče najcenejšo varianto ponudil. Odvisno je tudi, jaz bi rekel, od drugih zadev, no? Ker res je, tam imamo že en most. In tukaj zdaj ni bilo toliko govora o ali cenejši ali dražji, ampak je bilo vse iz projektantskega vidika, da bo tudi nekako se vklapljal z ostalo infrastrukturo. Meni osebno bi pa zbral po pravici povedano najdražjega, ker mi je bil izjemno zanimiv. Se mi zdi, da to je bil tisti ločni. Ampak to je tako, inženirsko se mi je zdel zanimivo. Mislim, da smo mi skoraj najbližje z oceno, če lahko našo skupino pohvalim. Zdaj smo imeli pa gospoda profesorja Bojana Časa, ki nam je tako okvirno oceno dal, da smo vedeli, kjerem rangu se moramo gibati. Ste se pač znajdeli, ne? Ste vprašali pametne ljudi. V redu. Robi, imaš še kakšno vprašanje? Da je najna gosta. Nimam. Tako da jaz bi sam še enkrat rekel, da letos so bili res dobri projekti in tako kot sem tudi študentom rekel, da pa za še malo korona bonusa, ki so si ga prislužili, so vsi, mislim, da dobili zelo lepo oceno. No. Tako da ne bomo pa javno, ne? To je pa GDPR in tak naprej. Dobar. Ja, nič. Tole zdaj kaj? Mislim, da bo kar zadnja oddaja podcasta BIM pogovorov v tej sezoni, če to sezono pod navednicami lahko pojmujemo do počitnic, da se BIM pogovori poslavljajo do jeseni oziroma do začetka septembra. Ko nadaljujemo z novimi oddajami, novimi gosti in predvsem bomo preverili, če ste bili kaj pridni čez počitnice in ste se kaj novega naučili. Jure, moram vprašati tebe, ne? A si už našel kaj časa za kakšno stvar, ki jo med letom recimo nimaš, pa bi mogoče čez tele počitniške mesece pod narekovaji si už kaj novega izbral, kaj novega naredil? Zmeraj so novi projekti. Pa ne, to ne velja. To ne velja. Novi projekti ne velja. Ne, čisto tako osebno po moje bom mogel malo nadgraditi svoje znanje Pythona. No, lepo. Ne, resno. Moram si urediti ne samo malo nadgraditi znanje, pa tudi urediti celo knjižnico svojih funkcij. Lahko napišeš program, ki bo naslednje leto izbiral študentom skupine. Lahko. Kaj pa ti, poleg tega, da imaš vse izpite končane oziroma jih boš imela do poletja? Zelo želja kakšne dodatne izkušnje dobiti, no, ker se mi zdi, da so pa te zdaj že na moji točki študija pa že ključne, pa mogoče malo bolj ugotoviti, kaj se res želim delati, pa se mogoče usmeriti v to smer, no. Verjetno bodo to delovne počitnice, malo bolj kot ostale do zdaj. To je skratka bila 116. oddaja BIM pogovorov. Najlepša hvala obema gostoma, Katja in Jure, bila sta fantastična. Vse povezave in kontakte in tako naprej bodo zapisani v zapiskih, tako da vsi vabljeni na spletno stran bimpogovori.si. Če imate pa kakšno vprašanje za naju z Robijem, vsekakor na info@bimpogovori.si, mail bo oba dobila in z veseljem odgovorila, še posebej, če prijete s kakšno idejo za nove oddaje v septembru. Do takrat pa lepo se imejte, pa prvoščite si tudi počitnice vmes. Adijo. Adijo.